pozdravljeni. Predstavljamo Ireno Sešek, Čopovo nagrajenko leta 2019. Na kongresu ZBDS je predstavila svoje občutke o prejetju nagrade, tako da bi jo tudi za knjižničarske novice vprašali, kako ste se počutili, ko ste dobili Čopovo diplomo. To je bila res zelo velika čast. Odkar imamo sedaj podelitev Čopovih nagrad v NUK-u poseben dogodek, nagrajenec dobi kuverto. Bilo je to popolno presenečenje zame. Kuverta je bila seveda vijolične barve. In seveda odpreš, začneš brati, to si ti, komaj se prepoznaš, tako da res tudi zdaj se spomnim vseh teh občutkov. To je res predvsem ta res čas, da ti kolegi podelijo, prepoznajo tvoje delo in potem seveda tudi hvaležnost do vseh, ki so bili z mano na tej poti, ki bodo še z mano tudi naprej, upam. Seveda tudi tisti, ki so pripravili vlogo, me izbrali in potem seveda sledijo pa tudi še odgovornosti. Ja. To ste tudi povedali v vaši avtopoetiki, prispevku tukaj na kongresu ZBDS. Opisali ste zvezo, mogoče lahko opišete malo delovanje zveze, kdo je ZBDS? Ja, kljub temu, da je zveza že pred 2 leti praznovala 70 let, se pravi leto že 72 let od ustanovitve, še vedno prihajajo vprašanja, kje se včlanim, kako stvari delujejo, in to me je tudi nekako prepričalo, da sem si potem izbrala to temo. No, letos smo tudi izdali publikacijo, vsi udeleženci kongresa so jo prejeli v gradivu, kako deluje zveza, naslov je Zbudi se, to je naš slogan. Se pravi, člani zveze so dejansko področna pokrajinska društva, teh je 8, sami knjižničarji pa se potem včlanimo v posamezno društvo in smo po tej poti seveda potem člani, kjer lahko delujemo, smo izvoljeni v različne organe. Teh sekcij, komisij, vodstvo je kar številno, veliko nas je skupaj, so pa žal seveda nekateri bolj, drugi manj aktivni, se pa to potem pozna tudi na delovanju. Tam, kjer je, vse je odvisno od ljudi, vedno pravim, tam, kjer je človek na pravem mestu, kjer ve, kaj želi, tam se tudi veliko naredi, kjer temu ni tako, so seveda tudi rezultati potem manjši. Kaj pa Eblida, nekako skupna točka za vse organizacije? Ja, res opažam, da IFLO več ali manj poznamo vsi tudi v Sloveniji, se pravi to mednarodno knjižničarsko organizacijo. Za Evropo pa imamo tudi svojo organizacijo, ki trdno verjamem in res, odkar spremljam njihovo delo, je res potrebna, ker kljub temu, da je IFLA za cel svet skrbi, za celo knjižnično dejavnost po vsem svetu, pa imamo v Evropi neke svoje specifike, lastnosti, toliko kultur na enem takšnem mestu, na eni celini. Predvsem pa odkar je združena Evropa, so dejansko knjižničarska društva v Evropi prepoznala, da potrebujejo neko to skupno točko, tako kot oni danes pravijo. Hub je pač ta beseda, ki združuje, ki se danes uporablja za vse te stvari in so res v Eblidi na enem mestu potem zbrane vse te informacije oziroma tudi lahko potem oni koordinirajo, da se vsa društva po posameznih državah, predvsem kar je takšnih pomembnih vprašanj, recimo kot je bila zdaj ta direktiva o avtorski pravici, da lahko nastopamo skupaj, ker Eblida dejansko je sogovornik potem na tem političnem nivoju, to sem tudi predstavila danes, to je v tem novem strateškem načrtu, eden od teh nivojev je ta politični nivo, kjer se oni pravzaprav v našem imenu potem lahko pogovarjajo s tistimi, ki odločajo, ker o nas odločajo drugi. In če mi nimamo tukaj nobenega kanala, potem ni poti, da na to lahko vplivamo. Je pa pomembno, da vplivamo že takrat, ko se pripravljajo posamezne direktive, zakoni, potem seveda sledi implementacija v posameznih državah, kjer spet moramo biti mi zdaj aktivni in tudi ta del implementacije v posameznih državah, omenila sem Marakoško pogodbo, poteka tudi že implementacija te direktive o avtorski pravici, tudi tukaj smo mi zdaj vsi povezani po vseh državah in izmenjujemo te dobre izkušnje, tako da bomo res lahko naredili najboljše, kar je za naše uporabnike seveda. Ja, dobro, ne.
Še za zaključek, mogoče imaš kakšno sporočilo za bralce knjižničarskih novic? Vsekakor berite knjižničarske novice, ker je notri zelo veliko zanimivih informacij. Zelo sem vesela te nove podobe, čestitke celotni ekipi in še tako naprej. Ja, najlepša hvala, Irena. Prosim.